Aleluja, hvala ti Oče. Hvala ti Oče, aleluja. Hvala ti za sveže olje, aleluja. Hvala ti za sveže olje. Aleluja, aleluja. Sveže olje, aleluja. Hvala ti Oče. Tvoji angeli izlivajo olje, tvoje ljudstvo. Da teče blagoslov, aleluja.
so worthy, you're so worthy. Reigna, reigna, reigna. Danes bom govoril, a se spomnite, kad sem začel govoriti o 7 božjih duhovih? 7 božjih duhov. In danes bom govoril, ugajte, v katerem? Duh. Kaj ima Salomon? Duh. Modrosti, haleluja, amen. Tako da bomo pogledali si, bomo šli v Salomona. Ampak najprej si pogledajte Izaija 11.2. Iz tega citata ven izhajamo. In rad bi, ko to poslušaš, da ko bo šel, jaz bi rad, da rezultat tega sporočila je, ko bo šel po teh stopnicah dol, na koncu, da bo na tebi ful duh modrosti pol deloval. Da se ti bo ful dogajal, več kot cel življenje. Haleluja. Amen. Vsak problem cerkev je problem modrosti. Nekaj, kar ne veš, ti ful škoduje. Če bi imel odgovor na vsako situacijo, a ti in jaz, to tudi sebe govorim, bil ful na drugem nivoju. Tako da jaz hočem več modrosti sprejeti danes. Amen. In to božje modrosti, duha modrosti, haleluja. Izaija 11.2. Na njem bo počival Gospodov duh, duh modrosti. Amen. Prejšnjič sem govoril o Gospodovem duhu, kakšen power je to. In zdaj gremo v duha modrosti. Izaija 11.2 je to. In ta beseda je v hebrejščini hakma in ima več lastnosti, ampak pregovori 4:7 prav, modrost je glavna stvar, je principalna stvar, je prva stvar, zato si pridobi modrost. Recimo sosedu, pridobi si modrost. To je glavna stvar. Okay, zdaj bomo pogledali 10 stvari, ki je modrost v stari zavezi, se pravi 10 stvari moramo pogledati. Tako da ne me ful vmes stvari sprašvati, ker nimamo toliko cajta. Potem si bomo pa v novi zavezi 7 stvari pogledali, ki je modrost. Se pravi, prvič, modrost mora biti glavna stvar. Haleluja, amen. Drugič, modrost, se pravi, ko se ti usmeriš, da boš dobil modrost, ko si se naštimil v srcu za več božje modrosti, kaj pa zraven dobiš? Tukaj Benga bral. Čast, bogatstvo, mir, srečo, vse to prinaša božja modrost. Pregovori 3.13. Pregovori 3.13. Blagor človeku, ki najde modrost, možu, ki pridobi razumnost, kaj ti pridobiti njo je bolje, kakor pridobiti srebro. Njen sad je boljši od zlata, dragocenejša je kakor biseri, nobena tvoja želja ji ni enakovredna. Dolgo življenje v njeni desnici, v njeni levici sta bogatstvo in čast. Njene poti so prijetne poti, vse njene steze so mirne. Drevo življenja je tem, ki se jo oprimajo, kdor se je drži, je srečen. A veste, kdo je to napisal? Salomon. To je človek, a veste, koliko je bil on vreden? Zdaj sem slišal, da Tesla ni najbogatejši zemljan, ampak tudi če bi bil, ali kdor je večji od njega, se ne da primerjati Salomonu. Salomon je bil vreden 2 trilijona. 1 trilijon je 1000 milijard. On je bil vreden 2000 milijard, ne milijonov. 1 milijarda je 1000 milijonov, on je bil pa 1000 milijard krat 2 vreden. To je Salomon. In to je Bog rekel, nikoli ne bo nobenega, kakršen je bil on. Tako da vem, da njega ne bo Tesla nikoli prehitil. Zakaj? Ker ga je Bog tazga naredil in konc. In Bog je rekel, nobenega ne bo, kakor je ta. Dokler, dobro, razen Jezus. Kaj pa Jezus prišel, je rekel, fantje, a ste brali Forbesov finančni magazin? En večji od Salomona je zdaj med vami, ok? Pa se gleda, kva, dajmo ga ubiti. Dajmo si pogledati Salomona. Vem, da ste glihar to poslušali med nabirko, ampak rad bi še enkrat, da si pogledal. 1. Kraljevo 3.5. V Gibeonu se je Gospod prikazal Salomonu v sanjah ponoči in Bog mu je dejal, prosi, kaj naj ti dam.
Kaj bi ti prosil Boga, če ne bi bral tega, če ne bi vedel, da to v Bibliji obstaja? Da nikoli to ne bi slišal, da edino une vice si poslušal v Zlati ribici, da ti 3 želje izpolne. To je vse, kar si v tem vedel. In zdaj Bog pride in ti reče, prosi me, kaj naj ti dam? Haleluja. A bi mu rekel modrost? Haleluja. Prosi, kaj naj ti dam. In v 9. vrstici Salomon pravi, daj torej hlapcu svojemu razumno srce, da more soditi ljudstvo tvoje in razpoznati dobro in zlo. Kajti kdo je zmožen soditi temu množnemu ljudstvu tvojemu? In dobra je bila beseda v očeh Gospodovih, da je Salomon prosil take reči. In Bog mu reče, ker si prosil te reči in nisi prosil sebi dolgega življenja, tudi ne bogastva zase, niti smrti svojih sovražnikov, marveč si prosil zase razumnosti, da znaš zasliševati pravde, glej, storil sem po tvoji besedi, dal sem ti modro in razumno srce, da ni bilo tebi enakega pred teboj in tudi za teboj nobena tesla ne ostane enaka tebi. Pa tudi česar nisi prosil, sem ti dal, bogastva in slave, da ne bo tebi enakega med kralji vse tvoje žive dni. Haleluja. Se pravi, ne samo, da mu dal največjo možno modrost, ampak še bogatstvo in slavo. Haleluja. Kaj se pravi, duh modrosti ne deluje v nas cerkev. Haleluja. Modrost, kaj naredi? Ena od stvari, ki modrost naredi, te promovira. Pregovori 4:8. Povzdigujo in te bo povišala. Prinesla ti bo čast, če se jo boš objemal. V bistvu bersi, če bi rad več modrosti, bersi prvih 10 poglavij pregovorov zjutraj, preden greš na delovno mesto, kamorkoli greš. Dobro je, da imaš en čas z Bogom in lahko greš, recimo, če vidiš v življenju, kaj ti manjka, to ber, tisto področje raziskuj. In jaz, ko sem prvič poslušal učenje v pregovorih, sem pol leta, prvih 10 poglavij, sem bral pregovorov, haleluja. Ker je toliko ene modrosti noter, haleluja. In če bi rad bil promoviran, recimo na delovnem mestu, rešitev ni to, da hodiš preko trupel in da tam druge dol tlačiš, da bi ti bil boljši, ampak rešitev je, da si bolj poln modrosti vsak dan. Amen? Da vsak dan promoviraš v nivoju svoje modrosti, haleluja. In avtomatično te modrost promovira. Amen? Ko človek raste v modrosti, ga vsi hočejo imeti zraven sebe, haleluja. 4. Modrost ti da voditeljstvo, da administriraš Božje stvari, haleluja. Poglejmo si 5. Mojzesovo 34:9. Nunov sin Jozue pa je bil napolnjen z duhom modrosti, haleluja. Ste vedeli to? Mi sam vemo, da je moj Bog govoril, bod močen, Bog krepak. Ampak tle prav, on je bil napolnjen z duhom modrosti, haleluja. Amen. Če ne, Jeriho ne bi padel v cerkev. Če on ne bi imel duha modrosti, pa bi on samo orožje razvil, kako v naravnem svetu, ampak duh modrosti je pa krat 10 od duha tega sveta. In mu je dal modrost, kako Jeriho uničiti, haleluja. 5. Duh modrosti ti da modrost za tehnične stvari delati. Za praktične stvari. Poglej si 2. Mojzesova 28:3. Govori z vsemi, ki se razumejo na umetnost, kajti napolni sem jih z duhom, zdaj prav v tej naši Bibliji umetelnosti, ampak tukaj je ista beseda hakma, se pravi modrost. Napolnil sem jih z duhom modrosti, da napravijo Aaronu oblačila. In ful je še teh citatov. En je v 36:1. Becalel, Ohaljab in vsi modrega srca, ki jim je Gospod dal modrost in razumnost, da znajo narediti vsakršno delo za postavitev svetišča, naj naredijo, kar je Gospod zapovedal. Se pravi, oni so imeli duha modrosti, da so lahko izdelke delali, kakršne je Bog hotel, da so narejeni. Amen, a bi rabili to, haleluja.
Mi bi v bistvu mogli imeti na vseh tehničnih področjih, posod bi mogli imeti pač kristjane, ki delajo nove izume, nove izdelke. Ne pa Tesla, ki ga vprašajo, ki v Jevsu, pa nima pojma, razumete? Hvala Bogu za njega, ampak mi ful zaostajamo cerkev. Mi bi mogli ful več sprejemati duha modrosti. Več stvari bi mogli čez nas se ustvarjati na zemlji. Haleluja. Amen. Jaz verjamem, da modni kreator, namesto da sta tam, Dolce Gabbana, dva homoseksualca, to bi mogli biti dva kristjana, haleluja, s svojim familijam. In zraven pa ful duha, ki bi že čez obleke se Božja slava ven videla, haleluja. Amen. Ne pa, da moramo nositi zdaj te posvetne. Jaz smo tole, da bi prti z mize, en skup se štriku, haleluja. Ali pa Carol, zima, ona pa tle koleni ven štrli iz kavboja. Dvomim, da je to kristjan naredil. Haleluja, ampak dajmo spet, na kjeromkoli področju te Bog poklical, verjem za tehniko, da ti Bog daje izume, tehniko, ne vem, aplikacije, karkoli pač, haleluja. Dajmo več sprejeti, haleluja. Spretnost v bitki. Modrost jim je dalo tudi v vojni spretnost. Poglej si tole v Izaiji 10:13. Svojo močno roko sem delal in svojo modrostjo, ker sem razumen, odstranil sem meje med ljudstvi, oropal sem njihove zakladnice in kot junak odstavil prestolujoče. Se pravi, modrost vse to lahko naredi. 7. Modrosti da popularnost. Popularnost, haleluja. Da lahko imamo vpliv na več ljudi, haleluja. Poglej si 1. Kraljevo 10:23. Tako je kralj Salomon po bogastvu in modrosti prekašal vse kralje na zemlji. Ves svet je želel videti Salomona, da bi poslušal modrost, ki mu jo je Bog položil v srce. Haleluja. Amen. Naj duh modrosti v nama dvema toliko deluje, da bojo vsi najni frendi skozi hoteli biti z nama na kavi, pa naj vabiti sem pa tja, ker je takšno modrost, če znajo ven teče. Amen. In po bojo vedeli, če imajo problem, bojo najprej naju poklicali. In po bo midva rekla, koliko si že pa molil za to stvar, a si že vprašal Jevsa najprej, da pol me poklič. Vsaj ene 2 uri bod z Jevsem, pol pa mene poklič. To je recimo modrost, haleluja. Recimo v Jongičojevi cerkvi, največja cerkev na svetu, če ima kdo problem, on pravi tem vodim hišne skupine pa pastorjem, ne dati ljudem na sveta, dokler sami najprej niso koliko časa bili z Bogom, pa ga sprašvali za odgovor. Amen. In to je modrost, haleluja. Amen. Jaz vedno vprašam človeka, kaj ti je Bog govoril. Preden mu bom dal jaz na svet, ga mu vprašal, kaj ti Bog govori, haleluja. Ampak dajmo imeti ful modrosti, amen. Daj si želeti ful modrost, haleluja. Da bo ljudje radi k tebi hodili po modrost, haleluja. Amen. Kako veš, da napreduješ v modrosti? Ja, kad te ljudje sprašujejo za nasvet, haleluja. Če te noben nikoli za nasvet ne vpraša, pol malo več študiraj v modrosti, amen. Pol je čas, da zrasteš na tem področju, haleluja. Modrost ti da pravično sodbo. Haleluja, dajmo se to pogledati, to pa ful rabimo danes. Mi rabimo pravično soditi stvari. Mi moramo vse presojati, kaj je prav, kaj je narobe. Moramo to pravičnost imeti v sebi, haleluja. 1. Kraljevo 3:28. In slišal je ves Izrael sodbo, ki jo je razsodil kralj, in bali so se kralja, kajti videli so, da je Božja modrost v njem, da bi delil pravico. A poznate to iz Salomona, eno najbolj znano zgodbo, ko sta 2 ženski rodile otroka in eni se je mrtev rodil, eni živ. In potem je ta hitro zamenjala, ukradla je uni otroka, pa je svojega mrtvega dala. In pol pač rekel, ne, to je moj otrok. In pač una je ni mogla dokazati in pol so jih pred Salomona pripeljali. In je Salomon to zgodbo poslušal. Obe sta govorili, da je njun otrok in pol je on vzel otroka in je rekel, nič, dajmo ga na pol. In pol na pol bomo dali tep, pol pa tep. Pridi z mečom sem in on tip pride z mečem, da da otroka na pol in pol una ženska se vrže na otroka, pa ne, dajte ga nje. Dajte kar njem otroka, saj ni moj.
In pa rekel, evo, tvoje. A ni dobra fora, ful dobra fora. In pa rekel, vidim, da je tvoj otrok, haleluja. Ker mama bi rajš se odrekla otroka, samo da je otroku boljš, samo da je otrok živ. In to je bil pol, pač, to je neka modrost, haleluja. In naj Bog čez nas tako deluje, amen, da imamo pravično sobo, da znamo prave odgovore dati, haleluja, amen. V Psalmu 90 uči nas torej prav šteti naše dni, da si pridobimo modro srce. Ker imaš ti modrost, znaš svoje dni šteti in to je ful pomembno. To je ful pomembno, da ti veš, v kateri sezoni svojega življenja se nahajaš. Kaj Bog pričakuje od tebe v tem času, haleluja, amen. In ko imaš ti modrost, pol čas ni več tvoj sovražnik. Amen. Problem je, če si skozi v bitki s časom, to pomeni, da nekaj narobe, haleluja. Ti moraš imeti modrost, da si ti vedno en korak naprej, haleluja. Da dobro kontroliraš svoje življenje, da veš, kaj se ti dogaja, si na pravem mestu, v pravem času, haleluja. To je ful pomembno, amen. Amen. Če si vedno vas furest, vedno se ti mudi, ali pa misliš, da boš kaj zamudil, to je narobe, haleluja. Ti bod modr, haleluja, amen. Razpoznaj, kdo si, haleluja, v kateri sezoni si, koliko si star, kaj Bog pričakuje od tebe, haleluja, amen. Recimo sosedu, Bog ima ogromen plan za te. Reč drugemu sosedu, nič nisi zamudil. Fuzbal bo, pride spet, nima veze, haleluja. In preden gremo v Novo zvezo, še 10. stvar iz te hakma besede v stari zavezi, ki sem jo najdel. Modrost vedno te vrne nazaj do Boga, haleluja. Ni važno, koliko si nekje zabluzil, vedno Božja modrost te bo pripeljala, a ni to the best, vedno te nazaj pripelje. Amen, dajmo iskati Božjo modrost, če, amen. Dajmo si jo ful želeti, bolj biserov pa zlata, haleluja. Božjo modrost, haleluja. Ker vedno te bo nazaj pripeljal. Poslušaj si tega človeka, ki je bil 2 trilijona težek, največ imel modrosti in pol je šel druge bogove slaviti, da ima svojega Boga. Salomon je slavil in delal malike, čist se mu je utrgal. Vse živo je probal. In pol, čist na konc, zato, ker je pač imel modrost, kaj se mu je zgodilo. Ne glede na to, da je čist zabluzil vse skup, se je spet nazaj vrnil v Bogu. Haleluja, slava Bogu. In to zgodbo celo vidiš pa v Pridigarju. On je napisal visoko pesem, pregovor je pa Pridigarja. In Pridigar je ful depresivna knjiga, ker je vse je brez veze. Tle se matraš, pa to je brez veze. Dobro službo imaš, brez veze. Imaš lepo družino, brez veze. Vse je brez veze. Zakaj? Ker on to doživel. On je imel vse, on je bil 2 trilijona težek. On karko si je zaželel, je imel. On je zgradil tempelj Bogu, razumete? Prej je bil samo Mojzesov iz kože narejen mobilni šotor. On je pa naredil tempelj. In to je 400 let stalo, dokler ga ni Nabukodnezar zrušil. Zato, ker slaviš druge bogove, zgubiš. Ful zgubiš. Mene je ena gospa klicala, kaj naj naredi, ko se ji vrata zapirajo, pa odpirajo, pa ne vem kva vse, tako kot hiša strahov, ki sprilejo se. Vse, ko je, čas je, da se vsega odrečeš, sam Jevsa obdržiš. Da vse demone napodiš stran in se odrečeš vseh njihovih stvari. In pa sam še z Jevsom se družiš. Amen. Ne dajeti prostora hudiču, haleluja, amen. Če mu daješ prostor, te bo živega hotel požreti. Boš mislil, koliko si svoboden, ko lahko delaš in to in ne vem kva. Si ful univerzalen. V bistvu si pa vaba za hudičo. Zapri mu vsa vrata, haleluja. Zapri hudičo vrata. Neh men pride, haleluja. Ko me smel za malco, haleluja. Ga bom not v kamin vrgu, da mi bo malo toplejš, ko ženo zebe, haleluja. Ker drva niso dosti suha. Razumeš? Haleluja. Naredi si žur. Haleluja. Ti ga lahko žuraš. Haleluja. Sam moraš pa dati vse Jevsu. Etko. Ne moraš ga žurati, če si na 2 bregovih. Haleluja. Vse predaj. Haleluja. Amen. Danes je ful Bog nam to govoril, etko med slavljenjem. A ste prenajali ful Bogu vse. Haleluja.
In poglej zdaj, kako čist zadnji citati Salomonovega življenja. Čist, ki je že vse zaključil, vse je spluvil, nič ne deluje. In zdaj pogledajte na konc, kako zaključi. Pridigar 12:13. Poslušajmo konec vse pridige. Boga se boj in zapovedi njegove izpolnjuj. Kajti to je vsa dolžnost človeka. Konc. Amen. Drž se Jezusa. V novi zavezi bi rekel. Drž se Jezusa. Vse je drugo vrst stran. Haleluja. Amen. Ne se toliko sekirati. Amen. Vse bo kul. Če imaš Jezusa, imaš vse. Amen. Kdor ima sina, ima življenje, piše. Kdor nima sina, mu nič ne pomaga, haleluja, tudi če je na lotu zadev, haleluja. Pregovori 9:10 prav, strah Gospodov je začetek modrosti. Sprav, to je začetek, to je vhodna točka je, da daš Boga na prvo mesto. To ni začetek in konec, to je sam začetek. Sprav, tle začneš, okay? Da vse drugo daš stran. Psalm 14:1, bedak pravi v svojem srcu ni Boga. Jaz, ko sem bil v Braziliji, tam 99,99% ljudi verjame v Boga. In pol, ko sem jim rekel, koliko je pri nas ateistov, sem rekel, res, kaj, a toliko neumen je folk. Ja, toliko so neumni. Toliko jim je pamet skrenila z pravi smeri, da sploh več v Boga ne verjame. To Biblija pravi, bedak pravi ni Boga. To je neumnost, cerkev. Ko samo okoli sebe malo pogledaj. Kako je to vse ustvarjeno? Amen. Ko sam svoj oko pogledaš, kako je narejen, to je nenormalno, cerkev. Nič ni normalno na tej zemlji. Vse je nekdo mogel ustvariti, haleluja. Bog je mogel ustvariti, razumeš, haleluja. In zdaj gremo v besedo Sofija. To je pa v novi zavezi, modrost je Sofija in Pavel mol v Efežanih 1:17, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče slave, dal duha Sofije oziroma modrosti in razvedetja. Se pravi, a lahko rečeš, Bog, daj mi duha modrosti. Haleluja. Dajmo si hit zdaj pogled, 14 stvari duha Sofije, ki deluje v tvojem življenju. In to je že, ko si Jezusa sprejel, je v tebi. Ampak zdaj v tebi je odvisen, koliko boš dovolil, da deluje čez tebe. Amen? Koliko bo sprostila duha modrosti, da se bo vklopil v najmanjšo stvar v najnem življenju. Haleluja. Amen? Zakaj jaz že prej nisem slavljenja prekinul? Zato, ker je duh modrosti v meni deloval. Sprejemam to. Če bi bilo pa preveč, bi jim pa duh modrosti zatežil. Daj, gremo naprej, dosti. Ljudje že spijo zdaj. Nič se več nov zgodilo. Ampak, če bi pa jaz hotel prekiniti, kaj Bog dela, bi me pa duh modrosti ustavil. Amen, jaz verjamem to, haleluja. Verjam, da si duh modrosti vod. Amen. Verjam, kjerkoli si. Včasih ne, če bi komu kaj rekel, ne, posluš duha modrosti. Amen. Ti bo govoril, haleluja. Ampak prvič, modrost tega sveta je neumnost. To moraš vedeti. Če bi rad hodil v duhu modrosti, moraš vedeti, da posvetna modrost je neumnost pred Bogom. Amen. Obstaja neutralna modrost, ki se učijo v šolah, v univerzah. To je naravna modrost. 2 + 2 je 4. H2O je voda. Pač plus, minus elektrika. To moraš pač vedeti, da te ne strese, da ne greš prehitro v nebesa ali kaj takega. Ampak ko moraš pa Boga poslušati, takrat pa človeška modrost lahko postane demonska modrost in jo ne smeš poslušati. Ampak moraš preklopiti na višji nivo. Haleluja. In to se pogledamo. 1. Korinčanom 1:18. 1. Korinčanom 1:18. Kajti beseda v križu je tistim, ki gredo v pogubo neumnost, nam pa, ki se odrešujemo, je Božja moč. Kajti pisano je, pogubi modrost modrih in razumnost razumnih zavržem. Kje je modrijan? Kje je pismouk? Kje je preiskovalec tega sveta? Ali ni Bog v neumnost obrnil modrosti tega sveta? Ker namreč svet v Božji modrosti ni spoznal Boga, po svoji modrosti je sklenil Bog po neumnosti oznanjevanja odrešiti te, ki verujejo. Haleluja.
A ni to the best? Se pravi, biti moder ne pomeni, da moraš zdaj filozofijo študirati. Ne pomeni, da moraš še enkrat ti čez ene učbenike, ki si šprical v šoli. Ne, nič od tega ne rabiš. Rabiš pa samo v Biblijo, pa v molitev, haleluja. Preživljaj čas z Bogom, pa odpri Božjo besedo. Recimo apostol vere v prejšnjem stoletju, Smith Wigglesworth, on je bil vodovodar, ki je ful slabo bral. On nobene knjige ni prebral v življenju. In pol, ko se je spreobrnil, bil star že 50 let in je pač začel brati Biblijo. In zato njegove pridige nikoli niso bile daljše od 15 minut. Ampak po teh 15 minutah so se pa sam nadnaravne stvari dogajale. Sami čudeži. In človek je ful dvignil cerkev na ful višji nivo. Apostol vere, Smith Wigglesworth. Haleluja. Ne rabiš. Drugo je, če te Bog kliče, razumeš? Moj sin, ki je prišel iz šole na dopust lansko leto, je rekel, saj ne rabim faksa. To je po 2 letih rekel, faks je pa 4 let sekulej. Daj še 2 let nared. Se vem, da ga ne rabiš. Vem, haleluja. Ampak sam še 2 let imaš, halo. Nared, končaj, haleluja. Zaradi karakterja ga nared. Amen. Tudi, če ga nikoli ne šrabu, ga imaš. Amen, si ga naredil. Si nekaj začel, to končaš. Amen, to je modrost. Amen. Drugo je, če si tako kot jaz. Jaz sem bil sam pol leta na faksu, pa mi je Bog rekel, ne gre manj. To je drugo, če ti Bog govori. To je drugo. To je drugo. Amen. Jaz sem imel cerkev ful enih štipendij v Ameriki, plačanih. Vabili so me na en faks, na drug faks, na tretji. Sam Bog je rekel ne. In pol nisem šel. In pol, ko nisem hotel iti, mi je pa Bog rekel pojdi. Vse, pri meni je vse narobe. Ampak to je v redu. Haleluja. Amen. To govorim, človeška modrost vs. Božja modrost. Vedno se odloči za Božjo modrost. Kaj ti Bog govori? Amen. Poglej zdaj naprej. 1. Korinčanom 3:18. Nihče naj sebe ne slepi. Če kdo misli, da je moder med vami na tem svetu, naj postane neumen. Jaz to je pa rekel, vse one diplome so mi tako kot paloma papir. Če imaš diplomo, imajo bliz WC papirja nekje. Ne ime tam, ko si v pisarni nekje svoje diplome na steni. Imajo na WC-ju, zraven WC papirja, da se lahko še kdo zmoti po pomoti, če bo k tebi na obisk prišel. Tok ti mora biti ta diploma pomembna. Haleluja. To Biblija prav, ne jaz cerkev. Če kdo misli, da je moder, haleluja, naj postane neumen. Amen. Če misliš, da si moder, da se imaš za enega ful modreca, boš da neumen postaneš, jaz ti povem, haleluja. Zato, ker če ne ti Bog ne bo mogel govoriti. Ker že misliš, jaz sem ful pameten. Jaz sem ful moder. In pol, kva boš sploh Boga rabil? Etko, če si itak toh moder. Jaz dostikrat rečem Bogu, jaz nimam pojma. Jaz mu rečem, Bog, jaz ne znam. Čeprav jaz mislim, da ful znam ene stvari. In pol mu za nalaš rečem, Bog, jaz ne znam. In pol grem za Andreja molit in reče, jaz ne znam za njega molit. Pa sem že za 1000 ljudi molil. Zakaj? Ker nočem znati cerkev. Ker hočem, da me Sveti Duh vodi. Amen. In pol mi je Sveti Duh rekel, tle more sedeti. In pol sem rekel, Andrej, lahko tle spriješ. In mi je zoprn, haleluja. Kva, če bi Andrej tam vas se drl nazaj nami, pogovoril, ne, jaz mu tle, pusti me na miru. Pa bi mu jaz tretjič, ko bi mu rekel, Andrej, tle moraš sedeti, bi šel že vam vsem na živce, etko. Pol drug teden si še vi ne bi več upal v cerkev prijeti. Ker ne veste, na kjer stol se lahko sedete, na kjer ga ne. Ampak to je bilo specifično navodilo za Andreja, haleluja, amen. Sprav, rajš bom neumen v svojih očeh, ka pameten. Rajš. Da boš dobil Božjo modrost, haleluja. Ne se nobene stvari lotiti, kot jaz to že vse vem. Ker ti rečeš, ja, vem. Takrat si se že zablokiral. Kolikor te meni Bog hotel govoriti, pa si rekel, ja, se vem. Pa veš, nič ne veš. Čim si rekel, vse vem, si se zaprl za navodilo. Etko. Si sprejel, zakaj? Ker se oklepaš starih navodil. In nočeš novih stvari. In zato rečeš, vse vem. Če mi boš ti Janez 3:16 citiral, te moram poslušati, kot da ga še nikoli nisem slišal. Če ne, nam dobu novega razodete v tem citatu. Zato, ker ga že vem. Cerkev, mi smo totalni amaterji v tej cerkvi. Mi nikoli ne bomo profesionalci. Tudi, če nas bo 5000, ne bomo profesionalci. Še vedno bomo rekli, mi sploh,
Kako je pa cerkev toliko zrasla? Ne vemo. Pojma nimamo. Proti vsaki logiki. Ja, kakšen je bil pa program? Ja, se glih to, ni ga bilo. Ful je bil problem. Skozi smo neke programe mogli spremeniti, pa noben ni deloval. Amen, to je pravo, to si ja želim, haleluja. Naj postane neumen, da postane modr. Kaj ti modrost tega sveta in neumnost pri Bogu, pisano je namreč, on zasačuje, se pravi, on te bo zasačil, če misliš, da si modr. A ni to neugodno, da te more Bog zasačati, te more. Na levi nogi te ujame. On zasačuje modre v njih lastni zvijači. In zopet, Gospod pozna misli modrih, da so prazne. Haleluja. Jaz prej sem se spreobrnil, sem ful rad se družil z ljudmi, sem mislil, da so modri. In pol sem lahko z njimi filozofiral in pol nič jih nisem razumel. In sem si rekel, wow, ta je pa res modr, ker ga nič ne razumem. A v bistvu resnica, gola resnica je pa, da so njegove misli čist prazne. Zato ga nisem razumel. Če kar neki blebeta, pa nič ga ne razumeš, to je brez veze. Ker Jezus, on ne blebeta kar nekih filozofij. Ker Jezus govori, ga otrok razume. Modrijan pa sploh ne ve, zakaj gre. To je modrost. Amen? In to je naš Jezus, haleluja. Ve, da so takšne misli prazne. In Matej 16:23, neugoden citat, en najbolj neugodnih, ki jih je Peter mogel prebaviti. On pa se obrnil in rekel Petru, poberi se za menoj, Satan, v spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Oziroma original, ker razmišljaš po človeško, ne po Božje. Ker imaš človeško modrost, imaš Božjo modrost. Ker bi rad na človeški način naredil odrešene naroda, jaz grem pa zdaj na križ, pa bom svoje življenje dal. In ne štekaš, ker si po človeško razmišljaš. In zato je rekel, pober se za mano, Satan. Se pravi, človeško razmišljanje te bo probal odvrniti od nadnaravnega Božjega plana. Zato rabaš Božjo modrost. Ko ti Bog reče, ko pride recimo čas za nabirko, mene danes Bog rekel 2-krat več, kot sem hotel dati. In zdaj, če bi človeško razmišljal, bi rekel, ja, če bom dal več, bom imel manj. Tako. To je človeško razmišljanje. Če bom več, bom dal, manj bom imel v denarnici. In to je res, ta trenutek. Sam edini način, kako jaz spreminjam svojo prihodnost, je semeni, ki jih danes posejam. Amen. Tako jaz danes spreminjam prihodnost z vsakim semenom, ki sem ga danes posejal. Haleluja. Jaz sem si danes prihodnost spreminjal. Isto danes, ko nalagaš v svojo modrost, si spreminjaš prihodnost. Amen. Lahko, da si ful molil za promocijo, pa ti je manjkala modrost. Haleluja. Amen. Lahko, da si ful mazilen, modrosti ti pa manjka. Amen. In zdaj si nabiraš modrost in mazilene. Haleluja. Zdaj nalagaš. Ti vsako nedeljo, ko sem priješ, ti že v slavljenju investiraš v svojo prihodnost. Ker čas, ko ga z Bogom preživljaš, on deluje že v tvoji prihodnosti. Haleluja. Zakaj? Ker veliko stvari, ki jih izrečeš, sploh ne veš, kaj govoriš. Prvič, zato, ko moliš v jezikih, drugič pa, ko iz duha ven začneš nekaj moliti pa zapovedovati. Amen? Ali vi sam pesmi pojete? Jaz ne vem. Jaz včasih sploh ne vem, da sem v cerkvi med slavljenjem. Kaj šele, da bi vedel, katero pesem pojemo. In pol pa se vrnem nazaj v svoj telo, pa vidim, da moj telo pa poje nekaj. In pol začnem razmišljati v pesmi, to pesem zdaj pojemo. Wow, ful imam lep glas, haleluja. In pol se spet vrnem nazaj na Jevsa, pozabim nas. Ampak to je skozi duh, duša, telo, so skozi v akciji, haleluja. Se pravi, odrečemo se vsake človeške modrosti, ki nas ustavlja od nadnaravne modrosti. Amen? Če ti je Bog nekaj rekel, to je nad vsemi drugimi zakoni. Haleluja. Amen? Ne moreš človeških zakonov poslušati, pa slediti Jevsu. Jevs je hodil po vodi. Pol je Peter rekel, reč samo besedo, pa bom še jaz stopil
na vodo. Se pravi, ko Božja beseda pride, pa jo ti spremaš, pol po besedi tudi po vodi lahko hodiš, ki je Bog rekel. Amen. Ok, gremo naprej, gremo v drugo točko. Prva je bila najdaljša. Modrost, Sofija, ti da sposobnost, da lahko razumeš razodetje. Razodetje 13:18. Tu je modrost. Kdor ima naj izračuna število zveri, namreč njeno število je število človeka. Sprav? In še na parih koncih ti govori o razodetju. Modrost ti razodeva Božje stvari. Amen. Se pravi, mi dva rabava Božjo modrost, da razumeva Božjo besedo in Božje modrosti naprej. Se pravi, nekaj, kar bereš, ne moreš brez Božje modrosti razumeti. Amen. Zato recimo človek, ki Biblijo bere, pa ni na novo rojen, on nič ne razume. On samo človeško misel, da razume, ampak on ne razume bistva od Boga, kar je res Bog hotel povedati. On samo intelektualno razume, misel, da razume Biblijo. Lahko se pa eno novo rodi, nikoli ni v šoli nobene končal. Pa en stavek prebere, pa sam bum, skoči v njega una beseda. In enkrat je na 220 maziljene priklopljeno. Amen, in vse verige odpade od njega. En pa študira šolo vzrojenje noč in dan, pa ni na novo rojen, se mu nič ne bo zgodilo. Amen, to je razodeto znanje, haleluja. Tega v šoli ne učijo, to od duha dobiš, od svetega duha, haleluja. Še kaj ti da Božja modrost? Luka 2:52. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Se pravi, v Božji modrosti moraš rasti. Amen? Rast. Obstaja prostor, kjer rasteš v Božji modrosti. Haleluja. Amen? Pavel je rekel, jaz nisem še dosegel. Ampak eno delam, pozabljam, kar je za mano in skozi se stegujem po več. Amen? Skozi bod Jezusov učenca. Amen? A si Jezusov učenca? Amen? Niti treba imeti spričevala pa hoditi, ne vem kam. Tvoji starši ne bojo hodili na govorilne ure, ampak vsem ti moraš ostati Jezusov učenca. Cel življenje. Amen? V te šole nikoli ne diplomirati. Nikoli ne reči, zdaj pa manj dosti. Skozi bod Jezusov učenca. Haleluja. Božjo modrost rabimo za Božje delo. Apostolska dela 6:3. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst 7 mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti, da bodo lahko služili božično večerjo v nedeljo ob 5. Točno to je bilo. Oni so stregali pri mizah in lahko bi rekli, ma dajmo zbrati 3 ljudi, ki jih lahko pogrešamo, ki za nič drugega niso v cerkvi dobri, razen za posodo pomivati. Ne, oni so za to pravilo, kdo bo stregel hrano, so rekli, ta človek mora biti poln duha in modrosti, haleluja. A ni to the best? Se pravi, rabaš, če hočeš služiti Bogu, rabaš Božjo modrost za Božje delo, haleluja. In nobeno delo ni premajhno, haleluja. Amen? Ti lahko nekomu služiš kos potice za Božič, zraven pa ful v globoko debato padeš, ko mu življenje lahko rešiš človeku. Amen. Lahko preko tebe Bog deluje, pa ti zdaj veš ali ne, to sploh ni važno. Haleluja. Jaz verjamem, da mi, ki smo izpolnjeni Svetim Duhom, ki smo sprejeli Jezusa, dostikrat govorimo o ljudem točno to, kar jim Bog hoče povedati, pa lahko sploh se ne zavedamo. Zato, a se ti je kdaj zgodilo, da te kdo ni videl par let, pa si vse spomnil, kaj si mu pred 5 leti rekel. Meni se je to zgodilo, jaz sem se kum spomnil, da smo se srečali, on pa vsako besedo, ki sem mu povedal, se je zapomnil. Zakaj? Ker zgleda, da nisem jaz to govoril. Zgleda, da je bil samo moj jezik pa usta, ampak da modrost je bila pa od Boga, haleluja. Amen? Zato bodimo na razpolago, haleluja. Modrost prinese tudi čudeže. Če bi rad videl čudež, več, ko imaš modrosti, več čudežov bo čez tebe delovalo. Poglej si v Markotu 6:2. Mnogi poslušalci so strmeli, govoreč, odkot mu to in kakšna je ta modrost, ki mu je dana. In toliki čudeži se vrše po njegovih rokah. Se pravi, čudeži pa modrost grejo skupaj. In to je logično.
Ker ti, če si odprt za Božjo modrost, pa ti Bog točno da navodila, kako za koga moliti, kaj mu reči in pač odkleneš situacijo. Dobiš ključ, ko odklene čudež v njegovem življenju. Haleluja. Amen. A je kdo lačen več modrosti? Haleluja. Kako imeti odnos do nevernikov? A se strinjate, tle pa res rabimo modrost. Jaz mislim, da ful veliko zgubljamo, če imamo samo en kliše, to je nevernik, takole se moramo obnašati. To ful zgubljaš. Ker si ti v prisotnosti človeka, ki ne verjame v Jezusa, začni ful vleči Božjo modrost vase. Haleluja. Začni ful bod res tako neumen v svojih očeh in odvisen od Božje modrosti, ki boš z njim. Amen. Ne imeti že vnaprej, tako kot jaz. Jaz imam vedno 4 duhovne zakone v podzavesti. Ampak pa sem se naučil, da ne, haleluja. Raješ posluž Boga, haleluja. Raješ se vklopimo v Božjo modrost. Poglejmo si, kaj se nam zgodi, koliko več je to od 4 duhovnih zakonov. V Lukatu 21:15, to je fenomenalen citat. Jaz ga šele par let poznam. Škoda, da ga že prej nisem. Ampak to je, odkar sem slišal za ta citat, se ga ful uklepam. Poglejte si, Luka 21:15. Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji ugovarjati. Haleluja. Amen. Se pravi, ti, ko priješ v pričo nasprotnika, Jezus rekel, ne skrbeti, kaj boš govoril. Amen. Mi si že tako naredimo cel plan. Ko bo on rekel to, bom jaz rekel to. Ko bo to, bom to. Če me bo to vprašal, bom to odgovoril. Jaz si tako delam cele filme včasih, preden koga pokličem po telefonu, preden se s kom dobim na kavi. Že vse njegove probleme analiziram, pa kako bi čim bolj moder izpadel pol, ko bom z njim. Namaz, da bi rekel, ma nam skrbel, haleluja. In dejansko je res tako. Pol, ko pridem, je pa čisto drugače. In vse v moje priprave so bile škoda časa. Božno, če bi fuzbal gledal. Ampak, gledajte, kaj prav. Jaz vam bom dal usta in modrost. Haleluja. Se pravi, Jezus postane tvoja usta. Amen. In modrost, ki se ji ne morajo ji kljubovati tvoji nasprotniki. Haleluja. Ok, 9. Modrost rabimo zato, da rastemo do popolnosti. Poglej si Kološane 1:28. Kajti njega oznanjamo, ko vsakega človeka spodbujamo in vsakega človeka poučujemo z vso modrostjo, da bi vsakega napravili popolnega v Kristusu. A lahko rečeš vsakega? A lahko rečeš popolnega? A lahko rečeš v Kristusu? Haleluja. Amen, to je vse Božja modrost. Kje dobimo Božjo modrost? Jakob 1:5. Če pa ima kdo izmed vas premalo modrosti, jaz se dostikrat v tej kategoriji znajdem, če ima kdo od vas premalo modrosti, ko si rečeš, joj, ne vem, kaj bi naredil. Kaj je tle problem? Problem modrosti. Vedno, ko rečeš, ne vem, kjer je tle problem? Problem ni to, da nimaš dosti znanja, da nimaš dosti frendov, vesel. Problem je, da nimaš dosti modrosti. Kaj narediš? Če ima kdo od vas premalo modrosti, naj prosi Boga, ki vsem daje obilo in nikomur ne oponaša in dala se mu Bog. Haleluja. Amen. A ni to the best? Bog nobemu ne oponaša. Z drugim besedom, on bo rekel, Maja, že zadnjič sem ti dal modrost, pa jo nisi uporabil. Že zadnjič spet, pa ti si res idiot. Bog ti nikoli ne to rekel. On vsakič, ko boš prišel k njemu, se bo obnašal, kot da si popoln. Nič ti ne bo oponašal. Amen. Zato, ker vsako jutro je nova Božja milost na tebi. Haleluja. Amen. Ti si opran v krvi Jezusa. Ni obsodbe za te, ki so v Kristusu. Ti lahko pogumno priješ po Božjo modrost. Amen. Tako, kot da si odprl hladilnik pa zajtrk postregel. Amen. Vzem Božjo modrost. Haleluja. On jo daje, piše obilo. Ok, 11. Božja modrost je čista. Okay. Ful čista stvar. Božja modrost ne bo iz tebe naredila enega egoista, pa napihnenca, da boš bolj pameten kot drugi. Jakob 3:17. Modrost pa, ki je od zgoraj, je najprej čista, nato miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez razločevanja in hinavščine.
Haleluja, ful, wow. To pa po mojem na filozofskem faksu ne učijo, haleluja. 12. Božja modrost je ena od manifestacij oziroma darov Svetega Duha. 1. Korinčanom 12:8. Enemu je po duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim duhom beseda spoznanja. Se pravi, beseda modrosti, recimo tako kot je preroška beseda, je manifestacija duha. Beseda vednosti, beseda znanja, obstaja beseda modrosti, haleluja. Okay? Se pravi, računi na to, da ti bo Bog dal v pravem trenutku, da se bo ta beseda modrosti manifestirala čez tebe, ko ne boš vedel, kaj narediti, haleluja. Beseda modrosti ni samo za druge ljudi, lahko jo Bog tebi govori. Lahko besedo modrosti v svojem srcu slišiš za svojo situacijo. Lahko jo pa slišiš, šele ko je zapustila tvoje usta. Meni se to včasih zgodi. To je beseda modrosti. Isto kot dar vere. Dar vere, jaz recimo za nekoga moram, jaz vem, da bo takoj zdaj ozdravljen, če mu prišel od njega. To je dar vere. Isto je pa beseda modrosti, ko rečeš stvar in šele ko si jo izrekel, si videl, da je Bog govoril. Haleluja. Pač bodimo lačni za darovi Svetega Duha. Haleluja. Ne samo, da bi prorokovali, bod lačen za besedo modrosti. Amen? Da jo slišiš, da te Bog govori, da čez tebe govori drugim in tako naprej. Ok, zdaj smo že v predzadnji točki. Vsa modrost, se pravi, vsa modrost, kar obstaja, je kje? V Kristusu. Okay? Kristus pomeni maziljenec. Se pravi, Kristus ni priimek od Jevsa, to pomeni maziljenec. Se pravi, v maziljencu je vsa modrost, haleluja. V Kološanom 2:3, v katerem so skriti vsi zakladi modrosti in spoznanja. Ti ne rabiš brati ful enih knjig v modrosti, ki nimajo veze z Jevsom. Največ modrosti dobiš v Božji besedi, haleluja. V Kristusu, haleluja. Jevs je rekel, jaz sem pot življenja in resnica. Efežanom 3:8, meni najmanjšemu izmed vseh svetih je dana ta milost oznaniti poganom, nezasledljivo bogastvo Kristusovo in razsvetliti vse, kakšno je oskrbovanje skrivnosti od vekomaj skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, zato da se naznani zdaj poglavarstvom in oblastem v nebesih po cerkvi mnogotera Božja modrost. Haleluja. Se pravi, cel svet, tukaj piše, čaka na Božjo modrost. Amen? To je pa noro, haleluja. Recimo sedu, svet čaka na te. Ok, gremo v zadnjo točko, ki je pa molitev za duha modrosti. Okay. Dajmo sprejeti duha modrosti. To imamo v Efežanih 1:17. Da bi vam Bog, našega Gospoda, Jezusa Kristusa, Oče slave, dal duha modrosti in razodetja. To lahko moliš vsak dan, lahko daš sebe v to molitev, Efežanom 1:17 in daš v prvo osebo. Haleluja. Oče, mi zdaj prihajamo k tebi. Haleluja. Oče, mi ful rabimo še Božjo modrost, da se manifestira čez nas. Oče, daj nam duha modrosti in razodetja v tvojem spoznanju. Oče, molim, da tvoja modrost ta teden, to leto, ta čas pred nami, Oče, da ful deluje čez nas. Oče, molim, da ful rastamo vsako uro, vsako minuto, da rastamo v Božji modrosti. Oče, da so nam stvari, ki nam niso bile jasne, ki bi jih mogli vedeti. Oče, naj se nam odkrijejo zdaj. Haleluja. V imenu Jevsa. Oče, jaz molim, da nismo v situacijah, ki ne vemo, kaj narediti, ampak tvoja modrost, da nam da pravi odgovor, pravi čas. Haleluja. Hvala ti. Oče, mi sprejemamo duha modrosti. Hvala ti, da potrjuješ svojo besedo. Znamenji in čudeži. Oče, hvala, da si še čez Bengo potrdil to besedo. Haleluja, danes. Oče, in da nam daješ modrost. A lahko rečeš, jaz sprejemam Božjo modrost. Jaz sprejemam še več Božjo modrost. V meni deluje duh modrosti, da lahko vse razumem in
da delam prave odločitve, da živim maksimum, za kar me je Bog ustvaril. Amen. Amen. Dajmo je vse en aplavz. Hvala ti. Da je, mi ti verjamemo. Mi ti verjamemo, je. Haleluja. Amen. Uživajte v Božji modrosti. Haleluja. Amen. Počuti se, kada si nov plašč kupil v trgovini, samo da je to plašč Božje modrosti. Haleluja. Ja, amen.